Lep dober večer. Čeprav je velika noč, poseben praznik za Slovence, smo mi zbrani tukaj, da bomo praznovali na svoj način. Z literaturo, z dialogom, s premislehom o tem, kdo smo pa mi in kaj pravi naše srce. Če se spominjate marca, smo pogovor posvetili odnosu mati-hči. To je najpomembnejši odnos, pravijo, največja zaveza. In Miha Mazzini so v knjigi osebno vprašajo, kaj pa sinovi. Aleksij Hobal, slikar, glasbenik, popotnik, pa v tej knjigi Topologija Zlatoroga, roman, premišljuje o podobnem vprašanju. In Miha, naj povem, Miha Mazzini se je odločil, da bo s knjigo osebno naredil preboj. Če se že gre PR, bo enkrat naredil takega, da bo knjiga razprodana še preden je sploh prišla iz tiska. Se pravi, ponatisnjena, no, je bila takoj po izidu, ker je bilo toliko prednaročil. Tako da to je velik slovenski fenomen. Aleksij Hobal pa tipičen romanopisec, počasi in zanesljivo stopa naprej. Dragi Miha, te prijazno prosim, če najprej prebereš ta odlomek, ki je mene navdihnil, ampak predtem pa, kam je šla pevka? Tukaj se je skrila, predtem bomo imeli pa glasbeni uvod, kot ponavadi, štipendistka MOL, Eva Vene, ki bo predstavila svojega zvestega kitarista in nam zapela nekaj, da se nam odpre srce. Eva, prosim. Izpustim se z višin neopaženih ljudi, slišim svoje le glasove. Potrebujem jih, da znam utrditi pot do tam, kjer lahko ostanem sam. Sem prvi, ki lahko izbriše vse sledi in še vedno preživi, ker me tu nikoli ni. Skrijem se pred dotiki zaklenjenih pogledov, pazim, da molčim. Včasih strah ne izgine, ne neha boliti v oči. Nekoč morile so me nevihte, a danes tam nihče ne živi. Ker ne spim, se borim okoli hiše, kjer gradim. Odprta stojijo vrata za umik in v glasnih stenah krik me svobodno zapusti.
včasih strah ne izgine. Ne neha boliti oči. Nekoč morile so me nevihte, a danes tam nikogar več ni. Za naju sem sam, za naju priznam, včasih strah ne izgine. Ne neha boliti oči. Nekoč morile so me nevihte, a danes tam nikogar več ni. Aleksij Hubal, ona je zapela svoj roman. Zdaj pa tebe prosim za ta odlomek, ki je navdihnil nocojšnji večer. Da damo čala dol. Vse to? Vse v redu? Ja, malo moram, vidim, kaj si izbrala in zakaj si izbrala. Moram pa malo razložiti, a to dela. Sveti se zelena. Bu. Ok, vidim, da si... Ok, je pa, to je tako mini poglavje, ki je med dvema, moram kontekst razložiti. Prejšnje poglavje se ukvarja s mojo mamo in staro mamo, ki sta se na nek način spacale v eno, v smislu, da se moja mama ni nikoli psihološko zgradila sebe, pa se odtrgala od mame. In naslednje poglavje pa pač o neki podoben primer, le da tam gre pa za tekmovanje, no. In zato se začne pač s to povezavo, ta mini poglavje, in se pač konča s tekmovanjem med materjo in hčerjo. Ok. Na Teksaški univerzi so naredili poskus z 1 leto starimi otroki. Materam so povedali, da bo v sobi miza in na njej vaza. Otrok se vaze nikakor ne sme dotakniti. Večina punčk je ubogala, ne da bi jim matere rekle karkoli. Zadostovala je izmenjava pogledov. Dečki so prav tako takoj doumeli, zakaj gre, in stekli kvazi ter tolkli po njej, da so jih morale mame odvračati z vpitjem, ki pa je tudi pomagalo le začasno in občasno. Raziskovalci so dogajanje snemali in analizirali izjemno upočasnjene posnetke. Hčerke so se k materi obračale 10-krat do 20-krat pogosteje kot sinovi. Drobni, nagli, a stalni premiki oči, prehitri, da bi jih sploh opazili, so ustvarili neprestano povezavo med materjo in hčerjo, najmočnejšo vez na svetu, narejeno za prenos preteklosti v prihodnost. Sinovi so trapali po svoje, ustvarjali nered, širili meje in mogoče gradili nova pravila. Zato se toliko mater v mediteranskem svetu posveti do smrtnemu lomljenju sinov, česar jim s hčerkami ni treba, saj so jih že oblikovale brez zapovedi, le z zgledom. Sin je potomec, v katerega je vgrajena nepredvidljivost, zato so bitke med njim in mamo glasne in javne. Hčerka je že s posnemanjem postala mini mama in drame so tihe in počasne, drsijo kot ledenik v dolino in prav tako globoko režejo. Kako se počuti mati, ko gleda sebe, kakšna je bila v preteklosti v telesu, ki odhaja v prihodnost? Mar osnovno čustvo postane ljubosumje. Na lastne oči sem videl matere tekmovati s hčerkami, ko so domov na spoznavno večerjo pripeljale svojega fanta. Ok, in poje pa to poglavje o tekmovanju. Okay. Vidim še Lela, a se me sliši? Dobro, Lela. Ja, to smo obravnavali marca, ne?
In zdaj ste na vrsti sinovi, ki upovedujete na veliko bolj na domišljijsko-literarni način, ti pa čisto osebno si rekel, zdaj pa bom enkrat do daske, čeprav smo že 2 tvoja romana prebrali na to temo, odlično, s Hristnikom nagrajen. Prav vidva sta pa zato dober par, ne samo zato, ker govorita zelo podobne stvari na različni način, ampak sta pripadnika iste generacije, oba prihajata iz Jesenic, proletarc, iz Kopra, proletarc v metropolo, kar je ena velika reč, ne, za mladega človeka. Oba nosita prtljago svojih staršev, oba bi se je rada znebila na svoj način, oba v obeh knjigah smo ženske, seveda ta glavne. Tebe zapusti tvoja 6-krat, no, pol se pa le vprašaš, zakaj, ne? Ja, trdobučen sem bil. Ja. No, v tvoji knjigi te pa ne more zapustiti, ker pravzaprav niti se nista na ta način zares povezala, našla ali pa še bolj. Ne vemo, ker to je pa čar tega romana, da ne vemo, a je bila ta ljubezen tako strašna, ja, ali je bila resnična, ali se, ja, ker je veliko izmišljenega, lahko pa je bila tako strašna, lahko, ne vemo, zato je treba obe knjige brati, ne boš eno z drugo, malo mešajte. Zdaj pa tebe prosim za odlomek, Aleksi, da slišimo drugo govorico. Drugače poznate Aleksija Hobala kot imenitnega slikarja. En roman je že objavil, zelo dober, ta je drugi, 3. pa najbrž že pišeš. A to dela? Besedo ljubezen sem izrekel morda nekajkrat v življenju, a vselej s stisnjenimi in suhimi ustnicami, kakor da me daje zapeka. Ni šlo, nisem več zmogel. V tistih razbeljenih mehurčkih, ki so poplesovali po vroči plošči moje zanikrne izbe, sem prepoznal soroden proces pregrevanja. Vedel sem, da bo v meni slej ali prej prekipelo in me raztrgalo na dvoje. A najtežje je bilo, če sem pomislil, da je nikoli več ne bo na spregled. Nobena oblika ravnovesja me ni odvezala od bolečine in mi vrnila tistih nekaj srečnih dni, ki sva jih preživela skupaj. Pesem Always and Forever pa je bila še prepričljivejša s potrebo po njeni bližini in še vedno me je znala globoko raniti. Če sem si jo dovolil predvajati, je vame prodrla kot endoskop lepote in žalosti. Nobenega razloga ni bilo, da ne bi razumel. Umaknila si se, šla stran od mene, ali morda od mojega notranjega sveta, ki ti je tuj in ki je nazadnje postal tuj tudi meni. Ko si potrkala na moja vrata in me presenetila v stanju šibkosti, se je neuralgična točka pojavila tako bliskovito, da nisem vedel, kako naj s polno odgovornostjo sprejmem tvojo pripravljenost, kako naj si v tistih nekaj sekundah odgovorim na vsa begajoča vprašanja in ti rečem: ja, spravil se bom v red, doumel tvoje stiske in te ljubil do konca svojih dni in imela bova otroke in ljubkovala otroke svojih otrok. Kako naj bi presegel nedojemljivo za razumevanje težav, ki botrujejo dolgotrajnim postopkom prilagajanja drug drugemu? Kako naj se znebim prepričanja, da smo na neki točki samo otroci svojih staršev? Najlepša hvala. Midva se pa nisva zmenila, ker odlomek boš prebral. Ampak prebral si prav tega, sem si ga želela. Ja, nama se velikrat ta sinhroniciteta zgodi.
na koncu je stavek, da smo v neki točki, ne, svojih staršev, otroci za vihomaj, je vprašaj. No, Miha Mazzini si odgovori, ker ti tudi s to prtljago hočeš opraviti na mnoge načine, skoraj na vse, ki so ti bili svetovani. No, ne vem, če je kaj zalegel. Mislim, kaj pa jaz tem, če jaz tako pogledam svoja desetletja in ugotovim, da zdaj tako tle sproščeno sedim, ne. Namesto, da bi doma po internetu pa po Twitterju besnel anonimno, to pomeni, da je kar zalega. Aha, to je en zelo pomemben kriterij. In to imaš ti lep odlom v knjigi, bom prebrala pa še na Facebooku svojem. Lahko preberete večkrat na dan, no si preber tole o iskrenosti. Iskren si lahko toliko, kot poznaš samega sebe. Če se ne, potem ne govoriš o sebi, marveč o svojih simptomih. Ja. Zanimiv, ne? Daj komentiri, prosim, ali ti si tudi izvrsten psihoanalitik? Bi se strinjal s tem? Ja, v bistvu tako, no, moram reči, ko sem bral Mihodovo knjigo, ne, sem kar podoživljal tudi sam določene stvari, sploh starši, še posebej staro mamo. Mislim, da so imela zelo podobno, moja je bila tudi zelo versko navdahnjena in ko bi rekel, sem imel pa to srečo, da nisem bil tam, nisem z njo živel, ampak sem bil recimo po en mesec ali pa na počitnicah, ampak je imela zelo take metode, recimo mene je privezala s cvirnom za mizo, pa se nisem smel premakniti. Ne. Ampak me je pa naučila hoditi, ker me moje niso. Ne. Niso me znali naučiti, kako naj hodim. Mislim se plazil po tleh vedno in me pa stara mama naučila hoditi. Ja, tako da to je bila ena taka recimo. Ampak ta metoda, da te s cvirnom privezala. Ja, to sem si zelo zapomnil. Recimo mene stvari res ostanejo tako, ne. Take, ne. Nisem ga smel pretrgati. Ne vem zakaj, a sem bil kaznovan, to se ne spomnim, ampak moram reči tudi to, no, da sem bral knjigo o otroštvu. Tvoja stara mama se je pa v Maro zaprla, ne? Ja. Moja stara mama je problem predvsem v tem, no, ker je tako zelo ambivalentno. Po eni strani je bila zatočišče tako topline, pa tako kadar, ne. Po drugi strani pa tako strah in groza. Versko blazna. Ja, čeprav, zdaj tle, ko mi rečemo, zdaj moramo malo zdefinirati, ne. Versko blazno, ki mislimo na katoliško vero. Ampak, izmerom pa je treba povedati, a blazna v novem zavezi smislu ali v starem zavezi, ne. Ker v stari zavezi to je ne, moja stara mama je bila na stari zavezi. Ja, strah in trepet. Ja. In še en tak, v bistvu na dnu vsega je bilo pa v bistvu ne vera, ampak bolj vraževerje, ne, v resnici, ne, nekaj tako prav tako folklorno hribovsko vraževerje, ne, no, ki je bilo v bistvu samo maskirano v neko staro zavezo. No. Zanimivo pa ti. Ja, ne vem, jaz mislim, da te stvari so pač tako, Ja, da se bo slišal. Te vzgoje so v bistvu povsod pač na tak način, ne vem, recimo moja mama je imela drugačen odnos je bil, no, jaz sem recimo imel, kakor sem v tvoji knjigi videl, ne, da je pri moji mami je šlo za drugačen odnos, recimo ona je bila bistveno bolj posesivna, kakor sem videl, tam sem zaznal drugačne v knjigi. Recimo, ampak te vzorci, tako sem mislil, no, da so te vzorci zelo značilni prav za naš prostor. Jaz mislim, da to, kar preberemo v tvoji knjigi ali pa to, kar jaz pišem, da gre za v bistvu širši vzorc. Ne. Jaz mislim, da večina ljudi v Sloveniji ima tako vzgojeno šablono, no, oziroma da živi na ta način, ki je po eni strani skozi neko kaznovanje,
Tam recimo sem si zelo zapomnil detajl, ko se je noga zapletla na tiru. Ne. V bistvu kakšno kruto kaznovanje je bilo to, ne. Ampak v bistvu sem pomislil, da tle ni sprijeta šibkost, ne. Šibkost se ne... Ne, a veš, šibki ljudje so fascinirani z močjo, ne. Pet kdaj na RTV portal brati komentarje o vojni v Ukrajini, ne? Kako se to navija za Putina pa za Ruse, kako bodo zmasakrirali vse po vrsti. Ne? To je ta fascinacija z neko veliko silo, ki bo pa zdaj vse uničila. Ne? A veš, poglej sam komentar o kjerkoli nasilni novici, ne? A veš, v Sloveniji. Ne? Takoj v njegovo obrambo unga, ki je storil nasilje, ali družinsko, kakršnokoli, a veš, se usuje takoj 100 komentarjev. Ne? Ja, mislim, ženo je zažgal živo, ne? Ja, kva pa mu je rekla, a kaj vemo, a veš, kva pa mu je rekla, ne? Prvih 10 komentarjev, kva pa mu je rekla, čak malo, ne? Veš, ta fascinacija s silo, ne? Z ono grobo silo, ta fascinacijo lahko čudi res sam pravi slabič, ne? V resnici. Ne? Ja, v bistvu govor sile in rezultata, no, tako bi rekel, da v bistvu vedno moraš jaz mislim, da smo pač mi zelo s tem obremenjeni zgodovinsko, da se pač ta nemoč, ne, da si priznaš nemoč, je tle nesprejemljivo. No. To je, opažam, še dan se to dogaja, no, v tem prostoru, da v bistvu to, da si priznaš, da si šibek, je problem. Ne. Zakaj je to tako? Verjetno skozi zgodovino najbrž ta šibkost ni prinašala rezultatov, ko smo se mogli boriti za svoje mesto, ne. V širšem kontekstu. Ne. Zdaj se že spreminja. Zdaj pa že čas, da bi mogoče to, mislim, tako skozi gledam, ne, da ni tudi opažen, da ni slučaj, da smo prvaki v preplavanju vseh rek, da šmučamo z Everesta. A veš ti, ja, oprosti. To sem hotel reči, ne, da v bistvu te skrajnosti hoče povedati, če ne bom teh skrajnosti uspel doseči, ne bom tako dober, me ne bojo priznali. Tle v bistvu manjko samozavesti tak, ne. Mislim, zdaj jaz tle moram jaz... Kolumnist, ki ima o vsem izdelano mnenje. Ne, to ne, o vsem ne. Ampak moram pa nekaj razložiti, ne, kot moj možgan dela. Mislim, ker zdaj, ne, jaz sem tam bil prvih 5 let pri stari mami in ona skozi neki duhovi, pa duše, pa angeli, pa levo, pa svetniki. Pa svetniki, ne. Promet je bil blazen, ne. In da so me možgani potegnili ven, so me sam tako lahko, da sem jaz hitro ugotovil, da je to njeno mnenje, da pa jaz lahko preživim samo, če najdem dejstva, ki so v ozadju. Konkreten primer, nek strašen zvok se sliši in stara mama reče, to je pa sosedov Frančišek, ki grešnik, ki se je utonil zaradi svojih grehov, je utonil v vodi. Ne. In pa jaz grem pogledati in vidim, da pa se sliši, da je sosed potegnil WC-ne. Ok, skratka, moj možgan dela tako, da zopren so v bistvu. Človek nekaj reče in jaz, kje bi pa lahko dobil podatke o tem. In na to, kar si ti govoril, sem že parkrat bil v takih debatah, ne, in meni šlo, kje pa bi dobil podatke o tem. In bi sem 2 podatka navedel. Ne. En je ta raziskava ko je že, to je že delo, slab sem, drugače jaz preverjam, če pišem. No, se ni ampak bistveno. v teh agresivnosti, ne, psihometrične raziskave med Slovenci o agresivnosti, primerjalno, ne, imamo veliko od unih 10 narodov, ki je bilo to primerjano, smo bili najbolj agresivni, veliko bolj od Američanov. Tudi avtodisciplina. Ja, ampak zdaj pa pazi, ne, Freud, najprej bil Nietzsche, ne, ampak Freud je to nekak sinonim ratal, da mi to agresivnost notranja, da jo mi spremenimo v nekaj lepega, v kulturo, v ne vem kaj jo spremenimo in temu se reče sublimacija. Ti slikaš, jaz pišem, ti pišeš, jaz znam sliko. V bistvu je, kaj iz tega vam pride? No, a veš, zdaj pa naslednji podatek. Je bila pa velika raziskava med slovenskimi, angleškimi in francoskimi dijaki. Oziroma 9. razred osnovne, pa 1. letnik srednje šole. Velika raziskava, kaj naši otroci, s čim se upajo pobahati. A veš, in zdaj, če ti vzameš angleško to raziskavo na isto temo, imaš tam, mislim, 3 strani obračaš na gosto napisanih, s čim se otroci upajo pobahati. Da ne vem,
da dobro piše, da je dober govornik, da je to, da je ne vem, bla, bla, bla. A veš. Se pravi, angleški otrok izbira med 50 stvarmi, med katerimi se lahko pobaha. Francoski isto, tudi enih 50 stvari, ampak malo različne, kar je zanimivo, ampak pustimo, to ni debata. Slovenski otrok, to je pa ena najbolj žalostnih stvari, če vzamete to raziskavo v roko in pogledate. Na seznamu je ena sama stvar. Ne, šport. Dober športnik sem. To je edina stvar, ki Slovencu pa reče. Dober športnik sem. Ne? Edina. Deklice. Ja, sem šport. In to toliko meji to pretvorbo energije, ne? A veš? Ne? Ampak po drugi strani pa 2/3 Slovencev aktivno športa, ne, v principu. Ne. A veš, kar pomeni, da vso to energijo. Pojdite kdaj brati Guinnessovo knjigo rekordov. Preplaval okoli sveta, smučal z Everesta, ja, to no. A veš, to noro, ne. 2 milijona ljudi pa toliko agresije, ne. Wow. Vsem spoštovanje do športa, ne, si super. No, ampak zdaj končno razumem, zakaj je delo predstavilo kulturo za šport. Najprej šport, pol so pa književni listi. In to je zdaj noviteta, ki je mene zelo prizadela. Ja, ker niso taki konkretni rezultati. Ja, ampak tvoj roman pa ne govori o konkretnih rezultatih, ampak vsaj za mene, jaz sem ga brala kot hrepenenje in hvalnico o lepoti. Toliko, kar je v tem romanu govora o lepoti in ta fascinacija s to krajino, ne, ki jo ti zelo dobro poznaš in te od nekdaj že ta tudi mit Zlatoroga, slovenski, arhetipski, zelo zanima. Potem ima pripovedovalec svojega idola, to je velikega fotografa, Ansel Adams. Ja. Jaz sem šla pogledati njegove fotografije, fantastične. In iz njih govori to, ker tudi velik del tvoje knjige o tišini. Iz tišine so zrastle te njegove fotografije, iz tišine je marsikaj o tem romanu, pri tebi se mi pa zdi iz hrupa. Da imaš hrupen svet, veliko podatkov, kako hočejo zdaj nekako ven prideti. Ja, čeprav, kaj veste, tam, ko sem klečal pri onih budistih 10 dni v tišini, ne? No, pa nisi ponavljal več te vaje, ne? Je pa, nisem, ne, za 10 dni ne. Ja. Je pa dejansko zelo spremenilo moj odnos do zvoka, pa do glasbe predvsem. No, pa tako. V kakšnem smislu, ker je Aleksij glasbenik? Že prej sem glasbo slabo prenašal v ozadju, no, že prej sem jo slabo prenašal. Zdaj pa sploh ne prenašam, ali jo poslušam, ali jo pa nočem. Ja, saj to pišeš v knjigi, ja. Zdaj imaš pa tudi tišino rajši. Ja, ampak nekadar pa glasba pa res, zdaj pa poslušam, no, ampak to, da je pa daš v ozadje, se mi zdi pa totalno ponižanje, po mojem. No, zdaj pa povej ti kaj o romanu Topologija Zlatoroga, kako si ga doživel ti? Ja, meni zdaj kar zamer. Meni je fascinantno je bilo, ker je, pač vem, da si slikar, ne, in sem rekel, če pa ne bi vedel, pa rekel, to pa fotograf piše, ne. Ker tam je celo enkrat, ko opisuješ naravo, pa zapišeš, ena krava je bila preveč. To je tako stvar kadra, ne? Ko da snemam, eno kravo preveč v kadru, ven. Ker, mislim, in če ne bi vedel, bi se sprašal, čak malo, če bi to veterinar pisal, ena krava je preveč za kva, če bi kmet pisal, čak malo, za kva mu je ena krava preveč. Ampak to pa vem, da gre za postavitev kadra, ne? In v bistvu je zelo režisersko napisano, ampak v smislu postavljena kadra, no? Skozi te lepote, ki so že ti omenila, pa vsega tega, ampak na nek način sem pa skozi imel občutek, da to postavljanje služi tudi temu, da neko distanco drži, no?
Ja, vem, mogoče distanca, mogoče to, kar pa jaz vidim pri obeh knjigah skupno, je iskanje sreče, oziroma ti se preizkušaš, ne, recimo, greš na Camino, pač iskanje sreče, no, ta knjiga pa govori o idealu, ne, kaj je drugega Zlatorog kot ideal, ne, kako pride do tega ideala, ki se vedno izmuzne, ne, v bistvu. In ni slučaj, da tudi jaz tukaj omenjam Medžugorje, ne, kot tip komercialnega iskanja sreče, ne. Tako da sva tukaj zelo na isti strani, kar se tiče formul za srečo, ne, oziroma jaz ne maram sanjati sanj drugih, imam rad svoje sanje, ne. In v tej knjigi v bistvu se jaz trudim povedati, da ne obstajajo recepture za sreče, ni receptov, pozabite, konc. In vse, kar je, si moraš to srečo sam na nek način iskati, zato je v bistvu ta knjiga na nek način tudi prispodoba brez poti, ne. V bistvu to, kar sam narediš poti, veliko bolj tvoja prava preizkušnja, ne. Tudi nisem preveč nagnjen k duhovnim gibanjem, ker je to vse v bistvu formula, pač recept, zaslužkarstvo, nekaj, zdaj vprašanje, kaj ljudje, ki to podoživijo, a podoživijo res oni sami nekaj od tega, dobijo nekaj od tega sami, ali zdaj podoživljajo tisto, kar so tam videli, kar so podoživeli, stvari, ki niso njihove, ne. Tako da jaz absolutno priporočam, da se človek sam s sabo ukvarja, ne. Lih prej, ko sem se sem peljal, sem razmišljal, tako en tak perverzen stavek se mi zdaj, ampak se mi zdi, da današnja potrošniška družba naredila človeštvu več škode kot mračni srednji vek, ne. V tem smislu, da no, se približno je dobro, takrat ni bilo informacij, takrat je bilo pač, so bili ljudje odrezani od sveta, od znanja, ne. Ampak danes je pa problem, da je ta potrošniški kapitalizem, v bistvu predvsem mlade generacije, tako zasičil z informacijami, z odvečnostjo, z balastom, ne, da se moraš v bistvu brati, mislim, moraš se znati na nek način tega losati, ne. Mislim, da je Octavio Paz nekaj enkrat že davno napisal, da včasih je bilo obratno, je bilo v bistvu iskanje resnice, ne, pomembno, danes je pa resnica, mislim, zdaj ne znam točno to povedati, ampak hočem reči, če obrnem zdaj, da si včasih potreboval priti do prave informacije, do nečesa, kar je dobro, se moraš tega danes braniti, oziroma imeti količino podatkov, izbrati ta pravo, ne. Se to bo v bistvu Miha to znal še bolj. No, ampak Miha je pa napisal tlele, ne, kako se je skeptik lotil duhovnosti, se soočil s traumatičnimi spomini in izgubil strah pred bližino. To se mi zdi pa velik dosežek duhovnega gibanja in tvojih poskusov. Ja, mislim, lotu, to je nedovršni, kako se že reče, nedokončal. Je pa nekaj smešno, ker se tudi v teh recenzijah pa tako neka ta zanimivo, da vsak en kup teh nekako ljudje so ful razočarani, da jaz nekaj čudežnega recepta nisem našel. Ne vem, 10 stvari. Probal pa si, a ne? Probal sem, ampak evo, ni čudežnega recepta. Ne. Kako zdaj, ne? Nekaj bi pa mogli biti, ne. In imam nek občutek, to je samo občutek, da en kup ljudi nič naproba, lik zato, ker ima to tako za vsak slučajno. Če bo pa nuja, bom pa to probal in to bo pa čudežna rešitev. Ne. Tako da imajo čudežno rešitev na zalogi. Rezervo neko. V rezervi, ja, čudežna rešitev je v rezervi. Ne. Ker zdaj pa jaz ne probam vse mogoče, pa ni čudeža. Ne. Ja, grozno, ne. Ja. Se to me spominja na anekdoto, sicer iz moje prve knjige, Benetke, ne. To je ta ideal, tisti, ki si pustiš, ko si rekel, nekje, da imaš navadne. Ja. In zdaj, če smem to Le povej, pa to malo bliže. Ja, pa smo se peljali z avtom v Koper in smo bili 4 v avtu in se vozimo, pa nekdo pravi, kako je Bali čudovit, ne, oziroma zgodba, zdaj Benetke so tle Bali v bistvu. In pol smo se peljamo in pol, ja, ta Bali je res čudovit, vsaj enkrat bi moral nekdo obiskati ta Bali, preden umre, ne. In
In pa smo še naprej razmišljali o tem Baliju in pa smo gotovili, a potem bi ta Bali vsi pustili za na konc, ne. Ja, se pravi, dokler ti ne greš na Bali, ne umreš, ne. In ostane tam na varnem, ne, tako si rekel, ga parkiraš, tam je, ne. No in potem še sajt vozimo in pol naš kolega Goran Bertok, mislim, da prav. Si predstavljate avion, ki leti v Avstralijo in potem prije stevardesa in pravi, oprostite, dragi potniki, zaradi okvare letala bomo pristali na Baliju. Vsi, ne, sam tam ne. V bistvu, kako se idealc prevrže v demona, ampak to je prekleto res, ne. No, zdaj, če se navežem na Benetke, na mojo mamo, ne, ona je vedno sanjala v Benetkah, ne, gremo v Benetke. Te Benetke so bile vedno tam postavljene nekje, ne, ampak vedno, ko je bilo treba iti z leti, vedno težje je bilo, nikoli, ne. Enkrat vem, da smo rekli, lej, zdaj pa res ne obstaja razlog, da ne greš. Ne morem, ne. In na koncu te Benetke postanejo res travma, ne. Ker zdaj sem se spomnil, na prvi pogled nima veze, ampak v resnici ima, to sem jaz šele enkrat lani ali predlani izvedel, pa mislim, da nimam knjig. En slovenski slikar, jaz zdaj ne vem kdo, ampak tam leta 1912 recimo, ampak ne vem, enkrat. On je bil na Dunaju študiral in kar si je on hotel videti te Benetke, ne. In sploh pa un stolp tam na trgu Svetega Marka, kva je že, to ti vse veš. In on pa ni tako, da bo čakal, je pa rekel, grem. In je vstal in je odpešačil Benetke, ne. In ne vem, po kolikih dneh on pride v Benetke in gre tam okoli vogala in zagleda stolp in gleda stolp in stolp se začne trest in se sesuje. In on reče, klinci, gre nazaj peš na Dunaj. Resnična zgodba. In preverite na Wikipediji, ta stolp se dejansko sesul na dan in potem so ga nazaj sestavili iz teh ceglov, ne. Ja, Benetke niso šale, ne. Kot je besno, res. Miha, a danes še znaš na pamet povedati, česa vsega si se lotil na tej svoji Po poti? moje ne, no. No, slišimo. Ok, uno klečanje pri budistih 10 dni. Vipassana? Vipassana meditacija. Šel sem v Italijo, ker sem mislil, da bo dobra hrana. Ok, Vipassana pa Camino. Žerjavca, ja. Hoja po žerjavci, prejšnja življenja, to so razne hipnagogična stanja. Feng shui, celo, ker si ga nisem mislil. Yoga? Ja, pa focusing. Evo, ne vem, kaj povem, to. A sem že pozabil, hudiče. A se še ti spomniš kaj? Ne, v glavnem bolj tega, ja. Žerjavice, pa Italija, ja, tam je bilo zelo zabavno brati. Strašno si bil razočaran, Yes. ker nisi dobil italijanske hrane. To je pa resno. To je Če bilo človek pa- cele ni kleči oziroma in še mu oči zdraven. No ja, ok. Ma kaj pa jaz, namenoma sem pa s tem hojo po ta Camino. To sem namenoma zaključil. Ker nisem vedel, a mi bodo kolena zdržala. Ne. Aha, in so. Prve 3 dni je bilo grozno, vse je bilo grozno, 3 dni. 4. jutro sem se zbudil kot zajček in sem odskakljal, lahko bi še hodil in hodil, nedogled, res. Ja, pa je pot pod nogami ali v žljavi? Ma kaj pa jaz vem, po moje se je tle telo vdalo, ne, ta pa navod nehal, ne, in ne, ni imelo več smisla se upirati in ok, je pa resno, ta Camino tle je treba pripomniti, no, ker to skoraj 1 milijon ljudi gre letno, ne, v glavnem pač v sezoni, ne, kar pomeni, da je to mora biti totalno natrpano, ne. In jaz sem pa hodil tam na prvo leto covida, zaprtja, ne, in nikogar nisem To je bilo srečal. pa res fajn po mojem. Ja, totalno sem bil sam, ne, in mesto vse zaprto, vse, mislim, neverjetno, no, neponovljiva izkušnja. In če smo pri Benetkah, se mislim, da to imam not, ker takrat 2020 so Italijani 3. junija odprli meje, ne, in ljudi so spustili ven, ne, in začel, wow, Benetke, in gas do daske v Benetke in sem bil edini turist v Benetkah. In sem gotovo tudi, da v Benetkah ni domačinov, ker benga ni bilo. In zdaj sem pa preveril podatke, seveda, mislim, 2/3 stanovanj so Airbnb ali pa hoteli, tako da domačinov v centru ni več in nikogar, samo v Benetkah, ne. Wow.
No, ampak kako si pa, to ni nič deloval, recepti ne delujejo, ne, posnemanja malce ali je deloval? A veš kva, mislim, čudeža ni nikjer, no, jaz mislim, žal, ne, a veš. Ampak, a veš, recimo ta hoja po Žerjavci, ne, a veš, včasih je treba sprejeti kakšno odločitev in jo izvesti, ne. In takrat se spomnim na to Žerjavco, ne, tu ima 800 stopinj, vi ste eno nogo dvignili in si mislite, ker je kva bi tega treba, ne. In potem porinete nogo dol, ne. In tako je treba narediti včasih, odločiti se, ne, pa narediti, no to. Ali pa recimo meditacija, pa to, pa recimo zadnjič sem enkrat tam prišel na nek urad in puf, je pisal malca, pol ure ali nekaj takega. In še neki ljudje je uleteli in so začeli pizditi čez državo, pa čez uradnike, ki nič ne dela. In so se, tako so se, zmeraj bolj so divjali, oni tam. Jaz pa vdih, izdih. In lepo jaz pol ure meditiram. In po pol ure, ko ni odprejo una vratca, ne, jaz hladen ko špricer, zrelaksiran, res lepo. Oni so bili pa tako rdeči, pred infarktom oni ostali. A pa so kaj naredili? Nič. A so kaj spremenili? Nič. No. Skratka, v trenutkih, ne, ko se pač ne da, se ne da, ne. Vdih, izdih in čao. Ne. Super, hvala. Saj to. No, torej ima ta knjiga tudi to vrstno vrednost. Nujno. No, jaz moram reči, da se z Mihom strinjam. Jaz temu rečem, da je dobro sebe gledati z druge pozicije, oziroma da se predstaviš svoje luknje, ne, in da preizkušiš dostikrat prav to, čemur nasprotuješ ali pa imaš za nek predsodek ali pa karkoli. Tle se absolutno strinjam. Mislim, da pri sebi dostikrat lahko narediš preboj, ne. Recimo jaz pri slikanju včasih, pa zdaj ne bom v političnem smislu, dam žmigovc levo, pa grem desno, ne, ali pa obratno, ne. Tik pred zdajci, ne, in takrat je pol pride neko presenečenje, nek zasuk v tebi in takrat pol tudi malo, mislim, bolj sveže zadihaš, ne, in je absolutno priporočljivo, ja, da se znaš videti iz drugega zornega kota, ne. In iz navade izstopati, ne. Ja. Neuroznanstveniki zelo poudarjajo, če drugega ne, si umivajte z levo roko zobe, zato da bodo možganske polovice začele malce drugačne povezave govoriti. Vsak dan naredite nekaj čisto drugače. Ja, ni enostavno. Jaz pravim, da v bistvu tudi to hoče slika, mogoče tudi slika, knjiga pove, da je v bistvu življenje en sam paradoks, ne. Ker ni naš razum, čeprav zelo prisegam na razum, da ne bo kdo narobe zastopil. V bistvu pa je življenje zelo paradoksalno, ne, ker karkoli povemo, že naslednji hip se izkaže, da mogoče ni tako, ne. Ker imamo omejitve, ne, sami pri sebi in mislim, da se hipoma znajdemo na nasprotni strani tega, kar pričakujemo, ne, in sam, jaz sem že dostikrat tudi doživel, zato je lažje živeti, če spremljaš ta paradoks, ne, življenjski, kot pa da vztrajaš pri nekih trmastih načelih, ki te pol na koncu bolezensko pokončajo, ali pa kakorkoli, recimo, ne vem, ena od. Oba dva imata psihiatrijo, ne. Mislim, ti imaš psihiatra, tukaj le pač eden od likov, s katerim se pogovarja pripovedovalec, zelo zanimiv pogovor, zraven pa policijski inšpektor, tako da nikogar ne moramo vedeti točno do konca knjige, kaj je bilo, ni bilo, je ona naredila samomor, ni naredila samomor, kaj je bilo, edino, kar nam je pa povsem jasno, pa je, da pisec črti kapitalizem in te barabe, ki uničujejo svet in naravo s svojo pogoltnostjo. To pa pride izjemno do izraza v tem romanu, ne. Ja, spet, zdaj jaz niti nisem hotel zelo v spredje porivati te malverzacije, ki jih počnejo na veliko z preurejanjem ali pa zemljišč in s tem, ampak je spet bolj ta psihičen vidik tega pohlepa, ne, zakaj pohlep?
kot praznina, ne? Da ti v bistvu vedno filaš to praznino v sebi, ne? Ampak zato tudi psihiater tle zraven, da preizprašuje zdaj to, kaj se zdaj dogaja, ne? Ampak v bistvu je pa sreča se zagotavlja na simbolni ravni in na materialni, ne? To je bistvo, ne? To je moja izkušnja psihoterapije tudi, ne? Da ti ne moreš z materialnim nadomestiti manjka, ne? Dvigni prste. Ja. Tam je una piramida Maslova, ne? Zrak, voda, kva rabimo, hrana, varno bivanje. Na tej točki to rabiš. Ne? Te stvari rabiš. Ne? Kar šele poj naprej pa dejansko, pa sej Kahneman se je dobil Nobelovo za to na računo, koliko denarja človek grab, prej lahko reče, zdaj pa, ja, simbolno pa naprej. Ne. In to niso velike zneski, no, v principu. In to nekje, pa, mislim, če kdo dela prekarno od jutra do mraka, ne, poj ima to razne posledice. Eno od tega je, da se dejansko ne more ukvarjati s svojim psihičnim stanjem, ne, bo verjetno slabše. Potem drugo, kar zmeram porabijo, da dokazujejo, da so revni manj inteligentni, ne, in potem kažejo rezultate testov in dejansko to kaže tako, ne, ampak dajmo razložiti zakaj, ker človek lahko v kratkoročnem spominu vrti od 5 do 7 stvari, a ne? In če vi v glavi vrtite, jo, kje bom dobil denar za elektriko, kje bom dobil denar za, ne vem, kva za stanovanje, kje bom danes spal, kva bom jedel, ste že pokurili te stvari, a ne? Se pravi, če je to zagotovljeno, potem se lahko ukvarjate moja čustvena stanja, pa razčiščevanje vzorcev, pa vse naprej. Kar pomeni, da določena materialna podstat da, ki pa ni neverjetno visok. Ne? Jaz se spomnim ga dokumentarca slovenskega Uni, Catch the Cash, ali kaj v Rigi, ki na gospa not razlaga, jaz sem totalno duhovno bitje, reče, ampak človek mora najprej urediti, da ima avto, pa vikend v Kranjski gori, pa vikend v Piranu, pa vikend tam, pa tle, poj pa duhovnost. Ne? Ok, se v principu strinjam, samo malo prej lahko začnemo z duhovnostjo. Ja, mi se moramo No, se mi zavedati. imamo izpolnjene te pogoje. Ja, valjda, ne, Tlele sedimo trije iz privilegiranega sveta. Tako je. Stanujemo, imamo za jesti. Ja, mi smo v redu, mi se lahko s tem ukvarjamo. Ja, Ja, tako je, absolutno. Ja. To je treba povedati. Ja, to je treba povedati. Ja. Pa sej, pogledajte, čisto praktično. Ne. Človek rabi psihoterapijo in to je treba plačati, to je cash na roke, a ne, v glavnem. In je treba plačati. Ne. In zdaj vi lahko, če ste zelo revni, pač vi to blazno rabite, ampak pač si ne morete prvošati. Amen. Oba sej, za psihoterapijo, ne? Ja, se ni bilo lahko dejansko, ker ni pocen, ne. Ni pocen, pa to traja, ne. Ja, plus traja ne, nekaj let, saj, ne, in to pač plačaš. Ne. Seveda, A ampak veš, je pa ampak se najprej naložba. moraš prvošati to. Je absolutno dobra A naložba, ne, ja, ne, strinjam ne. se, ampak če No, nimaš, to pa lepo udarca še enkrat. Dobra naložba. Dobra naložba. Ti se tudi strinjaš. Hudo časa si ti vztrajal, Ja, kaj je s tem, ne vem, 5 let nekaj tazga. No. ti pa več, Oj, ne? bistveno več. Več sem rabil. Ne, 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 ampak je, fajn je, zdaj, odvisno zdaj, kakšna psihoterapija je, ampak načeloma je princip dober ta, da ni, tle ni recepturne, to je bistvo. Da v bistvu sam prideš do nekih spoznanj, ne. Je pa zelo dolgo traja, preden ti pride sploh do vzroka, kaj je narobe. Sej, da ne bo zdaj pomote, da gre za kakšne norosti, karkoli. To so samo vzorci, ki jih imamo, ne. To so vzorci vedenjski, ki jih v bistvu sam ne moreš zribati, ni šans, ne. Ker vedno, v bistvu psihiater je tle samo zato, da te v bistvu na podlagi tega, kar mu ti govoriš, te on v bistvu obrača, išče točke, ne, in ti sam v bistvu na nek način se s tem soočaš, ne. In to je, recimo meni je bilo zoprna tišina, ne. Prva stvar, ki se je zgodila, ki je bila problematična na teh seansah, je bilo, da se je skozi mogel nekaj govoriti, ne. Pa smo ugotovili, da mene moti tišina, ne. Pa smo prišli za to, da mene doma mama s tišino kaznovala, ne. Ni hotela odgovoriti, recimo, ne, ali pa se recimo se je... ne? Ja, ona je imela pač tako navado, da je bila pač se je užalila, če nekaj ni bilo prav, in pol smo tam okrog brele kaše. Ghosting danes temu Ja, rečejo. ja, ja. Ja, se to po moje vse slovenske družine poznamo.
kaznovanje z molhom. Ja, mislim, da Ja, s tem, da vmes so seveda že ugotovili, da se ta, kaj je že umpes, mislim, sploh ne vem, ko se v slovenščini reče, ampak ta os za bolečino, ne, se isto sprošča, če vas nekdo ignorira, ne, ali pa če vas je kdo klofnil. Ne. Pomeni, da boli. Ne. Ja, če vas nekdo nenadoma zignorira, boli. Ne. Kvačmo zdaj. Se tudi tako, kot pri umetnikih je hujš, če te noben ne povoha, recimo, kot pa da te skritizira. Ne. Ker si svidite vsaj v bistvu, ne, ampak če si pa... Zanima zate. Ja, ker to, da pa je v bistvu ta, tudi odnos, ne, se vemo, če ljubiš, tudi sovražiš, ne. Če pa tam, ker ni odnosa, ne, v ljubezni, pa ni nič, ne, je pa tako, ne. Lahko si skupaj, lahko pa tudi nisi, ne. Ne, ker sovraštvo pomeni čustvo, ne, če ni čustva, pač... Ampak zmeri pravim, da je razum, jaz mislim, da razum dobro, da kontrolira čustva, ne, to pa vseeno, mislim, da... Vsaj kot umetnik vem, da če si nagnjen zelo... Tudi odvisno, kako prihomne. Ja, jaz mislim, da razume... Mislim, da sama si upam trditi, da čustva naredijo prej več škode kot koristi. No, ta roman, Topologija Zahoda Zlatoroga, se s tem kar ukvarja. Ima glavni junak veliko materijala za premišljati in prepoznavati svoja čustva in to je res knjiga, ki se pogovarja z nami. Kako pa mi, ne? Tvoja pa je zelo direktna, kar poglavdar. Ne, to da. Zato jo ljudje tako radi berejo, imam občutek, da danes take knjige, ne vem, kako bi temu rekel, izpovedno spodbujevalne, ki te prisilijo, da boš pomigal, ne, da so zelo zaželene, ker je te literature vse več in več. Če pogledaš tudi Slovenijo, je polna izpovedi o najrazličnejših travmah, ne, zato, da bi se nekaj premaknili v nas. Ja, tle na nek način jaz to malo gledam to, ne, to je vpliv ameriške ideologije dejansko, ne. Ker zdaj nek posameznik znotraj ameriške ideologije ima problem, ne. On je individualiziran, ne, kar pomeni, da je on čist nekaj posebenega, a ne. Ja, ampak zdaj po drugi strani bom pa priznal, da ne vem, zakonitosti trga veljajo zanj in en kup drugih zakonitosti. In potem na dnu duše se seveda nezavedno vpraša, pa v čem sem jaz nekaj posebenega. In edini možen odgovor je moja travma, ne. In zato ima vsak Američan svojo travmo, a ne. In to je zdaj prihaja k nam, a ne, mislim, zdaj travme na plan, ne. Ampak zdaj si me pa spomnil na Woody Allena, ne, ki se tako briljantno ukvarja s temi travmami v njegovih filmih, ampak njegova izjava, ne, ki se ga vprašali, kako, ker recimo za umetnike pač v umetnikih radi rečejo, da so nori, recimo, da morajo imeti težave, da dobro delajo, ne, prav to sploh ni res. Če imaš ti nevrozo ali pa psihozo, se ne moreš delati, ne. Recimo, ko sem to prebral, sem rekel, evo, to je... Pa še ni tako hudo. Ja, mislim... Ti veliko delaš, res. Seveda. Ogromno. Ja, pač umetnost, ne vem, kaj ne rečem, umetnost je, tudi pisanje zame v bistvu stvar, moram reči, da se nimam zapisati, jaz pač hočem neki... Izpovedati. Ja, oziroma zelo sem radoveden, no, in vsaka stvar me intrigira, me zanima z različnih vidikov, ne, in zdaj beseda je recimo, kakor opažam, močnejša od slikarstva, ker zna ene stvari lahko pove več, ne. Zato je tudi nastala knjiga in to sem pol gotovo, da če pišem, osvobodim sliko. Ker prej sem sliki preveč dodajal, recimo, slika ne rabi zgodb, ne, slika je čista. Pol sem gotovo, da mogoče se da v knjigi drugače povedati, ne, in pol sem razmišljal, kako je v bistvu beseda vražja, ne, ker kje recimo lahko preseže beseda sliko, ne, ti lahko
recimo poveš, da obstaja 4. osnovna barva, ne, za katero vemo, da ne obstaja. Ampak ti lahko v bistvu dosti korektno se izražiš v tej neki 4. barvi, ne, tako da že verjameš, da lahko obstaja, ampak naslikati pa ne boš mogel. Ne. Kakor lahko ti naslikaš recimo kamen v zraku, fizika to ne more dokazati. Recimo, ne. To so te meniki. Ko se enkrat naučiš med tem recimo iskati te registre drugačne, vidiš, da gre vsako pač k svojemu, no, tako bi rekel, ne. Da v bistvu se veliko naučiš s tem. Si pa, Miha, praviš, jaz sem pisatelj. Na Facebooku so pisatelj in tako se počutiš, a ne? Ja. Ja. Ta knjiga je zelo zanimiva iz večjih razlogov. Ne. Najprej ta težka bitka, a se slovenski pisatelj lahko na platnici smehlja ali ne. Vi ne veste, kakšna bitka je to bila v ozadju. To pa nam ben kupu, zadovoljenega slovenskega pisatelja. The hell. Druga velika bitka je bila bela majica, ima lahko slovenski pisatelj belo oblečen, ne v črno, pa grenk izraz na obrazu. To je zdaj malo širše. Okay, Slovenci smo tle del tega krščanskega sveta, kjer je kulturno je enačenje ustvarjalnosti, je enačenje s trpljenjem, no, v resnici. Vi trpite, torej ustvarjate. Ne. In ni čudno, da je recimo Nick Cave pri nas toliko popularen. Ne. Ampak je pa dejansko, zdaj ne vem, koliko zasledujete, ampak ta umetna inteligentnost in bla, 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 ne, ustvarja blazno. In nekdo je pa zahteval od tega programa, da mu napiše pesem, kot bi jo napisal Nick Cave. In on program je napisal tako, ne bi ločil, da ni, ne, v resnici ne bi ločil. In potem se je Nick Cave oglasil z nekim užaljenim opisom, ki je rekel, da je to ni nič, ne, to ni nič, ker on trpi med tem, ko piše. Program pa ni nič trpel, ne. In to ni umetnost, ker ni trpel, ne. A to je zelo nevarno izhodišče. Saj se, ne, da je treba pa zdaj trpeti, ne. V resnici ni treba. In to je pa tretja ta točka, zato to pripovedujem. Jaz sem ob tej knjigi napisal totalno užival. Ne. In zdaj pod vprašanje, a se lahko slovenski pisatelj smehlja, ima lahko belo majico, ali lahko uživa. Ja, ki piše. Ne. In jaz trdim ja, no. In zato na dno duše me ne smete marati v principu. No, ampak za tabo je ena, ki se smehlja, ima belo bluzo in uživa. Ampak če smem tukaj, ne, za nami imamo pa sliko našega kolega. Sikota, ne? Siko, za katero pravi, da on pa res noče trpeti. In se tudi to zelo pozna, tako da... Ja, bravo, da imam... Ja, on nas razveseljuje tlele vsako drugo nedeljo z eno novo sliko in vse so polne energije, radosti, trpljenja, nič. Zato je Siko eden redkih slikarjev, ki lahko preživi, ker lahko prodaja, ker ljudje si pa želijo imeti svetlobo, radost v bližini. Ne? No, zdaj smo pa pripeljali do tja, da vas jaz vabim, da kupite obe knjigi, sta tamle, se je tam tudi tvoja, ali bo pa tebi. No, boste našli. Potem vam bi pa rada povedala za naslednjo majsko nedeljo, kdo pride in zakaj. Zdaj sem se pa odločila, da povežem dva človeka, vidva imata veliko skupnega, ki na videz nimata nič skupnega. To je Saša Pavček, ki je napisala imenitno knjigo esejev Živi ogenj gledališča, in Marjan Žiberna, ki je napisal zelo senzibilen roman Dedič. Roman o osamljenem junaku, ki se vede športa, blazno kolesar, ne? Ampak kaj se izkaže, ko prebereš obe knjigi, da imata
ta dva oba rada ljudi. In to je nekaj tako lepega in tako, kako se lahko introvertiran človek obrne v ta odnos z ljudmi. Zelo lepo opisan roman, saj je tudi bil kandidat za Hrestnika. In Saša Pavček, ki tako govori o gledališču in igralcih, da lahko samo gledate, ker je ona živi ogenj. Ne gledališče, ampak ta ogenj je v njenih očih. Torej, Maja, lepo pozdravljeni. Zdaj bomo pa prosili Evo, našo drago pevko, najprej če poveste ime in priimek kitarista, ker sta dva, vidva v paru. Potem prva pesem je bila namenjena Aleksiju Hobalu, druga je pa tebi, Miha Mazzini. Poslušaj. Jaz se vam zahvala še enkrat za povabilo in za pogovor. Zelo zanimiv. Z mano je bil Majš Pacapan na kitari. Ja, ta prva pesem sem zbrala malo po vsebini, ki sem prebrala, katere knjige bom manjce predstavljala. Ta prva pesem je bila od enega meni zelo ljubega slovenskega benda, to je Murphy. Naslov je sicer v angleščini bil Heaven and Hell, torej nebesa in pekel. Za konec sva pa zbrala eno zimzeleno slovensko, ki sem prepričana, da jo večina tukaj od vas pozna. Tako da, hvala še enkrat za pozornost. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi
brezgrišnim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Hvala lepa, draga glasbenika, hvala vama, Miha in Aleksi. Knjige so na voljo, pa hvala vam. Ni lepše publike, kot ste vi. Res, saj sem rekla, smo skupaj nekateri že 30 let in to je taka vrednota in nekaj tako res čarobnega, da se vas veselim vsako drugo nedeljo v mesecu ob 6. Hvala lepa.